Drage gostje, spoštovani gostje, dragi prijatelji, prijateljice, dobrodošli v hotelu Mitera, kjer tudi za vsak praznik pusta oziroma v času korentovanja prirejamo določene dogodke, razstave in vse tisto, kar poveličuje ta zelo pomemben čas, 5. letni čas za nas Ptujčane in Ptujčanke. In ob pomoči mojega prijatelja Franca Mlakarja, ptujskega podjetnika, turističnega delavca, kulturnega mecena, smo tudi letos pripravili eno zanimivo razstavo, ki je zdaj se že dogaja drugič pri nas, v enem delu, v drugem delu pa je novost. Torej, z današnjim dnem bomo odprli razstavo, ki bo trajala do 25. februarja, se pravi nekaj dni do konca tistega tedna, ko se pust konča. In sicer gostimo ponovno našo drago prijateljico, ptujsko slikarko Ano Marijo Toš, s katero smo že razstavljali kurente in kurentovanje pred nekaj leti. Potem smo razstavljali tudi njene rože, slike rož, ki pa sta jo priredila tudi skupaj z Francom Mlakarjem, tako da je to njuna, preko organizirana druga skupna razstava. Ana Marija Toš se bo tudi zdaj na kratko predstavila, povedala nekaj besed. Drugi del razstave, ki jo danes otvarjamo, so pa tudi rože iz krep papirja, kar je odlična tradicija vasi v okolici Ptuja, na Ptujskem in Dravskem polju, Halozih in Slovenskih goricah in seveda tudi vse bolj pri nas v mestu, na Ptuju. Pač v tem času se je dogajalo nekoč veliko porok in je bilo potrebno veliko krasiti prostore ali pa tudi uporabljati takrat okraske, ko cvetje ni cvetelo v zimskem času, ker so se večinoma poroke nekoč dogajale v pustnem oziroma z drugimi besedami v predpostnem času, so seveda tudi te rože se uporabljale v tem času. In zato so postale del pustnega okrasja tudi predvsem. Seveda so pa uporabne za vse leto v določenih oblikah. Tako da drugi del razstave pa je s strani zakoncev Verene in Zvonka Mikša iz Dornave, ki sta že kar veliko razstavljala po Sloveniji, drugod, ko so jo vabili. Na Ptuju pa še nista imela razstave, tako da je to tudi njuna prva razstava njunih izdelkov iz krep papirja in tega smo tudi zelo veseli, se bosta predstavila malo kasneje. Zdaj pa k besedi vabim našo drago slikarko, umetnico Ano Marijo Toš za nekaj besed. Dobar večer vsem skupaj. Lepo vas pozdravljam, sem zelo vesela, da ste se udeležili te naše predstavitve. Razstava bo potekala v dveh delih. Danes predstavljamo te prelepe rožice, zahvaljujoč gospodu Francu Mlakarju in umetnikoma iz Dornave. Jutri pa bomo nadaljevali z razstavo slik. Danes pa poudarjam, je posvečena razstava rožam.
Torej, kot sem že prej napovedal, je ta del razstave, ki ima mogoče danes nekoliko več poudarka. Rože iz kret papirja, tradicija na našem ptujskem območju, ki je tako v ruralni kot meščanski obliki izredno prisotna že zelo dolgo. In mislim, da je ta kombinacija kurentov in kurentovanja kot teme slik Ane Marije Toš in šopkov iz rož iz kret papirja, tisto, kar res v tem času gre skupaj. Zato prosim gospod Vereno in Zvonkota Mikša, da tudi ona dva se na kratko predstavita, ker to je njena prva razstava na Ptuju, in upam, da jih bo še veliko več. Kasneje pa vas opozarjam, da smo v restauraciji hotela Mitra pripravili tudi majhno pogostitev z vinom iz Halos, ki ga je preskrbel gospod Mlakar od svojih sosedov, odličen Sauvignon, domač, verjetno domač sok in tudi specialitete, pustne specialitete, ki ste jih pripravili žena gospoda Mlakarja, Iris in Martina, moja žena, to sta rekel najboljše žene tu okoli, tako da sta tudi pripravili neke pustne specialitete, ki jih bomo danes testirali in pričakujemo pohvale. Izvolite. Ja, zdaj najprej lep dober večer vsem, ki ste prišli. Ampak prej, kot rečem kaj drugo, se bi zahvalil gospodu Mlakarju in vsem, gospe Martine, njenemu možu in vsem, ki so naj povabili na to razstavo. Ta razstava je za najo prvo na Ptuju. Razstavljala sva že po celi Sloveniji, vendar Ptuj je nekako izumrl za to, kar je naša kulturna dediščina. To kulturno dediščino sva želela vplesti v nekaj sodobnega, nekaj takega, da ne bo samo klasično in da se bo lahko uporabljalo pravzaprav skozi vso leto. To, kar nam je dano, moramo obogatiti, to, kar nam je bilo podano, moramo ohranjati, kajti to je nekaj najlepšega. Spomine, ki ostajajo, se ne dajo zbrisati. Tako kot najino cvetje ne. Samo ustvarjanje tega je nekaj posebnega. Posebnega takrat, ko začutiš, da lahko osrečiš. In osrečili ste pa vi danes najo. Ponosna in vesela, da smo lahko med vami. Ponosna in vesela, da lahko pokažemo to, kar znamo. Ob tej priliki se bi pa mogel zahvaliti eni gospe, ki sedi tam v kotu. Pa štrncka po telefonu. In ta gospa pa je najo najprej opazila. In hvaležna smo ji in vesela smo, da naj je našla. Kajti to dediščino je peljala tako daleč, kot je sedaj. Izvoli. Tudi sama vas najprej lepo pozdravljam. Globok poklon gospe Toševe. In reči pa moram, da se ob vaši družbi počutim posebej prijetno in navdihujoče. Zdaj pa tako, kako je ta aranžma pač sestavljen. Navdih nama je narava. In gledajte, recimo ta krog, ki je narejen iz konopljine vrvice, predstavlja našo zemeljsko oblo. Tukaj je drugi krog, je morda planet Sonce ali pa Luna. Kakorkoli, kdo pač ima kakšno domišljijo. Ker pa je naša zemlja je pač sestavljena, bi rekla, iz hribovja, sva vzela trst in tukaj vidimo malo hribčke, malo doline in smo pa tem nekje sestavljali takšen aranžma. Je pa res,
da ker pa je to majhna površina, recimo travnika, izbiramo vedno enobarvne aranžmaje. Zato, ker na taki majhni površini ne more biti ne vem koliko barvnih cvetlic. In tudi usklajujemo barve, ne? Da je nekje estetsko. To pa bi tudi tako rekla. Tukaj pa je kozarec in ta kozarec pa je namenjen različnim priložnostim, in sicer ob rojstvu si nazdravimo, ob rojstnih dnevih, ob novem letu, ob jubilejih, in zato sva tudi ustvarjala s kozarcem aranžma, in kljub temu je tudi tukaj so naši planeti in naša Zemlja. Ampak, ker je pač spet, tako kot sem povedala, spet sva zbrala eno takšno enobarvne cvetlice. Jaz še bi samo na koncu dodal to. Jaz se gospe Bebi zahvaljujem, da nam je tako pozitivno sprejela Mece in ponosna smo, da lahko ob njenih slikah najni aranžmaji krasijo to prostor. Hvala vsem. Še nekaj, ukvarjava se zdaj samo nekje 6 let, ker prej sva se ukvarjala z vnuki. Vnuki so nekoliko zrasli. Prva vnukica je v 1. letniku gimnazije, naj ne potrebuje več tako. Vnuk pa še v osnovni šoli in smo zdaj pač se posvetimo s temo, kar pač ustvarjamo. Hvala lepa. Zahvalil bi se tudi seveda ljudskim godcem iz Prepol, ki so nas spremljali za čudovito glasbo. K nam so prišli ob spodbujevalnih besedah Jožeta Ekarta, drugače znanega kot Pepi, in našega organizatorja dogodkov, Franca Mlakarja, ki jih je tudi spodbudil oziroma organiziral, da so danes tukaj z nami in zaokrožujejo, bi rekel, to tradicionalno okolje kulturno, z kurenti, kurentovanjem, rožami iz krep papirja in starimi tradicijami in glasbo seveda ljudskih godcev, ki so v pustnem času še posebej vižali nekoč in seveda tudi danes seveda tudi v drugačnih oblikah, ampak resnično hvala in čestitam za res prijetno glasbo vsem. Zdaj pa vas seveda vabim na kozarček in na pustne specialitete v restauracijo.
in da se še rekel, malo podružimo in da se seveda podrobneje ogledate dela Ane Marija Toš in zakoncev Mikša iz Dornave in rekel, podate tudi kakšne svoje ocene. Poudaril bi tudi, da je razstava tako slik kot rož iz papirja prodajna in da boste lahko tudi, ko se boste ogledovali ali pa komu priporočali, kakšnega od teh umetniških izdelkov so tudi kupili zase ali kot darilo za nekoga tretjega. Hvala lepa, s tem je razstava odprta in užijte jo in zdaj se vabljeni seveda na kozarček v restauracijo salona Lojzije Štravs, da se podružimo. Upam pa, da bodo gosti še malo ostali z nami. Nič, če si spesta. Nič, če si spesta.